Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu in danes v bistvu imate v glavnem imate v odzadju igro, v kateri sem zmagal, ena izmed mojih zadnjih zmag v tej 8. sezoni. Zakaj rečem zadnje? Zato ker danes, ko jaz to snemam, je zvečer pride nova sezona. In ja, v bistvu v tem videu bom malo povedal to, kaj bo novega v sezoni 8 in v glavnem pride nov Legend, ki v bistvu, ja, je že prišel kakor v tale Storytime je že prišel, za v Apex. Mogoče bom dal v komente link od videa, pa tudi tukaj je nasploh prišel v Apex. V bistvu, ja, on je prišel s svojo ladjo in je kakor njegova bivša prijateljica, recimo, mu kakor zheka v ladjo in začne vse pucati naokol, kar je možnega. In ja, potem on to uniči, njegova ladja je strmoglavi in v bistvu se vrne King's Canyon. Ampak ne v stari obliki, ampak v novi, ker zdaj bo prišel v glavnem zelo veliko mest na novo. Mislim pač, par mest bo prišel. Dejansko bodo namesto starega Skull Towerja, ali kaj že bil, bodo dodali dejansko severni del mape bodo spremenili baje. In v bistvu, dajmo še malo več povedati najprej v Legendu. Me bo lahko v glavnem več bomb, pač granat, njegov tale ability bo ta, da kakor izstreli neko ognjeno bombo, ki se potem razstreli na še več manjših delov in kakor zakuri celoten del mape. In tudi bolj natančne rakete ima. Mislim pa, niso bombe, ne rakete, prav jaz. In to v bistvu zakaj? Zato ker on ima zdaj kakor umetno roko, boste v Storytimeu videli zakaj. Ja, zdaj z njo on vse uničevati. Mislim, preko te roke grejo vse bombe pa vse to. V bistvu ne, pride še nova Gana, v bistvu bo to križanec med Sentinelom in G7 Scoutom. V bistvu kaj bo, z njim boš lahko chargeal, tako kakor pri Sentinelu, pač če boš chargeal, bo naredil močnejši shot. Bo pa zato še tako kombinacijo s G7 Scoutom, ker dejansko bo strelil na podoben način. Tako da, v bistvu imenovala se bo 30-30 Refighter. Ne vem, nisem videl, kako se gliki izgorijo, v kaki. Tako da ja. Ok, poleg teh zadev pride zdaj še nekaj nekaj zelo fajnega in zelo koristnega v bistvu. Zdaj bodo tudi dodali števec, pač recimo, ne vem, primeru v fortu, ki ti prav piše to, koliko imaš življenja, pa pač lifea, pa ščita, tako da ja. To bo zelo zanimivo, tudi nasploh, to je vsaj v prejšnjih sezonah, recimo onih prvih, je bilo dostikrat zelo težko ugotoviti, koliko imaš sploh lifea, kljub temu, da si tako lahko vedel, da imaš 100. Ampak v vsakem primeru. Tako da ja, ok, poleg tega pride še za revivanje. Zdaj, ko boš recimo revival teammate-a, bo kakor koliko sekundo ali dve, ko ga boš revival, bo kakor zelo slabo videl, ja, dejansko kakor se mu bo vse bleščalo, ne bo res čisto nič videl, oziroma zelo slabo. Tako da ja, zdaj recimo ne boš mogel, recimo, ne vem, pri Lifeline, pač nisem ziher, če to deluje tudi pri Lifeline, nisem ziher, res nisem ziher. Recimo to, da porivavaš teammate-a, mislim to, ka se lahko prosto gibljaš, greš revivat teammate-a, njega porivavaš, on lahko pol recimo takoj puca. No, zdaj bo recimo to,
da sekundo ali dve, pač ne vem glih koliko časa, ampak nekaj časa ne bo videl pač dobre slike, tako da ne bo glih ravno takoj mogel perfektno streljati, ampak še vsem. To bo maybe kar dost velik nerf, ampak bo v bistvu pa tudi precej pošteno. Mislim, ne vem, dejansko je pošten. Ok, zdaj pa pojdemo v bistvu že kar na spremembe na Legendih. V bistvu, prva je Wraith. V bistvu, ona bo imela zdaj, tako kakor Pathfinder, ko so mu v prejšnji sezoni so mu povečali hitbox. V bistvu, to je to, da ga je lažje zadeti, ker Pathfinder ima še zmeram, pač recimo da Pathfinder ima še zmeram najmanj možnosti, da ga zadaneš, pač je najbolj ozek, v bistvu zdaj Wraith bodo tudi to povečali, torej jo je lažje zadeti, tako da dober, ampak še zmeram je med najbolj uporabljenimi Legendi, v bistvu zdi se mi, da prav je najbolj uporabljena. Spremembe in to je v glavnem najpomembnejše je to, da mislim, vsaj za mene najpomembnejše je to, da zdaj ona ima pač sposobnosti zidov, da jih postavlja. Zdaj po ta novem v fazi grajenja se poveča s enega lifea na 45, torej v bistvu ja, zdaj v glavnem še recimo zdaj, ko se postavlja zid, ima en life, zdaj bo imel 45. Tako da, pa v bistvu še kot shielda se poveča iz 120 na 180 stopinj, tako da je dobro. No, seveda še zmeram snajperji bodo lahko streljali skozi. V bistvu dejansko tudi presenetljivo Rampart je na dnu je zelo med nepriljubljenimi liki, tako da ja, zato je dobila zdaj te nadgradnje. V bistvu, moje mnenje, še zmeraj niso tako zelo ojačali, še zmeraj bo vsaj po mojem ostala na dnu, pač bolj na dnu tudi Rampart sploh. Ne vem, če sem jo ravno zelo velikrat imel za nasprotnico, mislim pač za lik Rampart, sem jo še zmerno večinoma jaz uporabljal, tako da ja, bomo videli. Ok, zdaj pa še malo dajmo še malo spregovoriti o Horizon. V bistvu bo dobila zdaj to, da ona ima v glavnem tale ability ima to, da ima nasploh gravitacijo zelo velik čez. Kakor vrže si neko napravo, ki ustvari obratno gravitacijo in to je kakor to ponese v zrak. V bistvu je tudi nasploh zelo je se Wraith izenačena, ampak še vsem. Zdaj so ji še povečali, so ji v glavnem tale čas hlajenja, v bistvu tale, kako naj rečem, čas reloadanja te naprave. Tako da ja, zdaj bo v bistvu iz 21 sekund bo na 25, se pravi 15 sekund se bo začelo, ko gravitacijsko dvigalo izgine, to je pač ta naprava. Tako da ja, zdaj pa pojdemo še na Octana, Krikota, Lobo, Kostika pa Mirage'a še imamo, tako da pojdemo pogledati. Imamo še oni. V bistvu ja, edine spremembe na Octanu bodo to, da tale njegov super skok oziroma ta trampolin, ko ga aktivira za super moč, bodo zdaj, ko bo šel tam, bo letel nižje, ampak dlje. V bistvu bo letel bolj v ravnem loku, tako da ja, to bi znal biti veliko boljše, mislim, glede na zono. Vsaj ne vem, ta jump pad vsaj meni iskreno, zato ker je sploh Octana.
se mi zdi precej uporaben za hitreje priti v zono, tako da precej dobro se mi zdi, da je to doda, mislim, da bodo to dodali, tako da super. Ok, zdaj smo v bistvu pri Cryptotu. V bistvu za njega ne razumemo ravno to, kaj bodo spremenili na njem, samo zdi se mi, da bodo dali to, da zdaj ta njegov dron, pač on ima svoj dron, bo zdaj dejansko brezpiloten. Zdi se mi, da bo tako, kakor ima recimo Mirage svoje te klone, ki so dodali v prejšnji sezoni, se mi zdi, nisem ziher. Tudi njegov klon popolnoma njega spremlja, mislim, čist se premika kot on, recimo, ne vem, ti vključiš, tudi se on premika tako kot ti, pol recimo, ne vem, če greš ti naprej, gre on naprej, levo, desno enako, tudi za skoke, pa slide je enako, tako da verjetno bo nekako na podoben način zdaj še pri tem dronu, ne vem, nisem ziher, samo tako se mi zdi, da bo res, nisem zih. No ja, no, vsaj jaz si tako predstavljam, tako da ja. No, evo, in smo že prišli do lobe, v bistvu, kaj bo na lobi? Zdaj loba, pač teli modri boksi, ki so, ki jih lahko odpira samo lifeline. Zdaj, predalček, ki se odpre, recimo, ko lifeline odpre ta supply, zdaj lahko loba s tem svojim marketom, ja, s black marketom, jih lahko ven zdaj po ta novem vzema loot. Tako da ja, to bi znal biti tudi precej dober. Mislim, ne vem, bolj tako, ne vem, realno se mi zdi glede na to, glede na njeno sposobnost, tako da super. Ok, no evo, smo pa že pri Kostiku in Mirageu, najprej dajmo Kostika. Kostik, zdaj on pač, kad dropa te svoje pline, te smoke trape, ja. Zdaj, ko njegova ekipa umre, se vsi avtomatsko spustijo, to je njegova edina sprememba. Recimo v prejšnji spremembi, mislim, v prejšnji sezoni so bile tudi na temu spremembe, tako da ja, v bistvu Mirage, on zdaj na svojih klonih boš lahko tudi se lišil korake, tako da bo malo težje razločiti, ampak je pa en pogoj, da to ne bo štelo, to da če imaš recimo, ne vem, da ima nasprotje nek Miragea, pa on spusti tega tvojega klona, pa recimo, ne vem, da bi jaz imel svojega Miragea, recimo se to ne pozna, pač, če sta dva Miragea, dva iz nasprotnih ekip, se to ne šteje, tako da, fajn. Ne vem, to je tudi, po mojem, res precej dobra ideja. Tako da ja, to je kar dost velik bonus zanj, se mi zdi, tudi nasploh, tako da, perfektno. Ok, pa pojdemo zdaj še malo gane pogledati, v bistvu zdaj to, kar si lahko recimo na en dobu full legendary gane, pač, da nisi več mogel menjati, so bile zdaj Wingman, Sentinel, Havoc, G7, Scout in Alternator. Havoc je bil tudi, se ja, spomnim, da bi v bistvu, zdaj te gane ne bodo več na full legendary, bodo pa zdaj vsaj po mojem mnenju zelo OP R301, to bo precej OP, se mi zdi, da če boš dobil. Pol 30-30 repeater, to ne moramo komentirati, ker ne poznam gane. Pol Mozambik, to tudi če ne bi bilo enako, pač Mozambik je pač Mozambik, brezvezen je v vsakem primeru. Pol Longbow bo zdaj full legendary, to bo, ne vem, na legendary Longbowu vsaj meni, če bo res tak scope, kakor je res legendary, bo to zelo slabo. Vsaj meni gre res ta scope na živce. Pol pa pride še Splitfire, v bistvu, če boš imel, če ga boš dobil, bo to precej OP, se mi zdi, ker boš imel takoj seveda 55 metkov v reloadu, se mi zdi, pa recimo, ne vem, če boš imel Rampart, bo to povečala za, koliko že, za 18 metkov, se mi zdi pa, ne vem, zdi se mi, da boš pa imel mene kar dost. Ne vem, nisem ziher, ampak v glavnem, ja. Potem
odstranjen bo Legendary Tools, to je ta za na... Mislim, ne, ni Tools, kaj že? Joj, kaj se ne morem spomniti, ampak okej. Volt bo nerfan, zdaj delo v bistvu 16 damage, zdaj bo nerfan na 15. Ja, en knifehack, ampak še vsem, ta en knifehack lahko tudi kar dostkrat zelo prav pride. Pol, Alternator bo pa izboljšan, bo pa glih obratno na njemu, bo zdaj delo 15 in zdaj bo delo 16, tako da, okej. Potem Splitfire ima tudi malo nerfov, malo pa pač boostov. V bistvu prva stvar je to, da bo delu, po ta novem bo delu 19 damage, zdaj delu 18 na shot. Mislim, že se, ko to prebere, pač ko to vidiš, je wow. Resno, si misliš, koliko malo ta gana dela damage, ampak nasploh še vse te gane so precej OP, pač dejansko v Apexu je tako, da tudi še gana dela malo damage, seveda to ne velja za Mozambik, ker Mozambik je itak in shit, kljub temu, da ne vem, kako lahko eni naredijo 104 z dvema šatama, ampak okej. So precej OP gane, še vsem. Ne vem, recimo Splitfire, no ne, recimo Volt. Njemu tudi ta en damage se mi zdi, da mu ne bo pomenil toliko zelo velik nerfa. Mislim, dejansko lahko bi imel več nerfa, ampak okej. Pol ne vem, recimo, kaj bo še na Splitfireju? Hitrost reloada se bo iz 2,8 sekunde povečala na 3,2 sekunde. Tako da ja, to bo... Ne vem, že zdaj se mi zdi, da Splitfire zelo dolg časa rab za reload, tako da... Ja, to bo kar slabo, se mi zdi. V bistvu ne, nasploh hitrost streljanja bi mogla biti pri Splitfireju boljša. Mislim, res je, da lahko spema še z njim zmešam, ampak še vse. Ne vem, vsaj damage bi lahko bil tudi boljši. Okej. Potem hitrost praznega reloada, to recimo ne vem, če pokuriš vse metke, bo pol reload rabu še dlje časa, kakor tako normalno, bo pa rabu, pač zdaj rab 3,33 sekunde, zdaj bo 3,8 sekunde rabu, tako da ja. Pol na EVA-T-ju bo še neki, v bistvu sploh ne vem, kaj bo na EVA-T-ju, tako da ja, škoda. Pol še neki napak je popravljanih, recimo na Kostiku, pač dejansko te spremembe se mi ne zdijo, ne vem, tako zelo neki ful omembe vrednega, tako da ja, v bistvu to je to, iz moje strani. Zdaj ne vem, a se bo klake video že končal, mislim pro game, ali se ne bo, ka ne vem koliko časa je, tako da ja, bom videl, če se je že končal, drugač pa okej, mislim, nasploh tale video bo nekoliko daljši kakor ostali, tako da sorry glede tega, samo res sem ful želel povedati te stvari še, tako da ja, fajn se imejte in adios, pa vidimo se v novi sezoni. To že ne pomeni nič dobrega. Nič dobrega to ne pomeni. Da jaz nimam dobrega občutka. Se je zdaj to neki tresen? Ja. Ne najdeš zono. Okej, ja, takole probate. Aha, okej, ja.
What? Hela ni bilo 2 na 2. Ok, očitno 2 na 1. GG. Wow. You are the Apex champions. No in evo nas zdaj še krake v lobiju. Mislim, na to sem skoraj pozabil. Ampak dajmo še malo pogledati tele statse do zdaj, kakšne imamo. Ja, tole je za tole sezono. Ok, vidim, da moram iti nujno še eno igro, zato da jih imam glih 800. Pol v bistvu ja, očitno imam, ne vem kako dolgo, 37 zmag. Po 161 krat sem bil v top 5. Zanimivo. Pol imam 825 kilov, mislim, na začetku sezone sem se zelo malo kilov sem dobil. Pol pa, ne vem, tako v zelo kratkem obdobju, ko sem, vem, da delal ene challenge za Bangalore, sem tako z njo dobil, ne vem kako lahko, tako po, ne vem, ene 20 kilov, zdi se mi, da v parih igrah. Tako da ja, v bistvu ja, pol tudi s Pipsom, pa še enim mojim prijateljem, smo postavili vsaj pri meni nov rekord, v bistvu to žal nisem snemal. Tako da ja, zdaj nov rekord mi je 11 kilov, prej bil koliko 8 ali 9, nisem zih. Tako da ja, v bistvu zdaj pa, evo, tole so še skupne statse, zdaj imam pa, da vidimo. Imam 1107 iger, imam malo slabo povprečje, imam 55 zmag, 213 krat sem bil v top 5. Ja, 5. Pol tole so še killi, pa damage. V bistvu dejansko kar dosti damage imam v tej sezoni. Mislim, lahko bi imel tole vse še veliko več, samo recimo, da zadnji mesec nisem ravno veliko igral Apexa. Vem ja, presenečenje je veliko. Tako da, v bistvu tudi, kakor vidite, s Lifeline sem imel večino zmag, res, Lifeline mi gre daleč najbolje. Tako da, ja, z njo imam zdaj 22 zmag, 434 kilov, mislim, to je vse samo v tej sezoni, pa, wow, skoraj 600 kilov imam že z njo. Tako da, ja, skoraj da pol se mi zdi, da imam z njo. Ne, več kot pol. Tako da, nice. Pa če se slučajno sprašujete, od kje imam tole, imam pa od tleke. Evo, tako da, jaz sem dobil še ta dva skina za 99, zato ker sem imel Battle Pass, pa tale full lep skin za longbow. Tako da ja, pol kakor vidite, kleke queste imam skoraj da vse narejene. Edino pač tega ne morem, zato ker je se Revenant, meni se ga pa ne da kupiti, ker mi je res za nič. Tako da, v bistvu pa imaš malo skozi Legende. V bistvu Legendov sem kar dosti dobil. Watson sem dobil? Ja, Watson, Miragea pa Kostika. Zdaj, koliko mi sploh tega? Aha, ok, dobro, 11 levelov mi manjka. Za mnogo v bistvu. Dejansko, ali bom kupil Horizon, ali pa bom onega ta novega kupil. Zdaj, ne vem, odvisno od tega, koliko mi bo dober, pač glede na game od ostalih playerjev, tako da, ja, znal bi biti kar zanimiv. Zdaj pa v bistvu res, fajn se imejte, lajkite, sabite, seveda tudi zvončka kliknite, pa če želite, lahko tudi čerate, v bistvu bi vas jaz lepo prosil, če lahko tudi čerate kaj. Tako da ja, fajn se imejte in se vidimo v novi sezoni. Ajde, čau! Tell me pretty lies.